Ja, živjo, jaz danes snemam že 100 videov sem posnela, presežem ble, da se mi gremo čim prej od tega. A če je hud, hoja. Nisem mislila, da sem do zdaj še vedno zgrešila toliko bizarnih slik na internetu, ampak sem, dobro za vas, dobro za moj kanal. Poglejmo si najbolj srhljive slike na internetu. Moram dati vseeno majčken disclaimerje, ker ene izmed njih so popolnoma resnične, legitimne in so se zgodile, tako da z malo respekta moram še zmeraj to obravnavati. Na tej prvi fotografiji je Mademoiselle Blanche Monnier. Je pa to gospodična, ki je bila 25 let v ujetništvu s strani svoje mame in svojega brata. Popolnoma izstradana, popolnoma boga, resnična fotografija, taka je bila ona moment, ko so jo našli. Ta druga je sploh žalostna, ker gre za punčko, ki ji ni več pomoči. V prvem primeru so jo vsaj našli, čeprav je bilo grozno, v tem primeru so lahko samo gledali, ker je nikakor ne bi mogli potegniti ven. Bil je potres in zgodil se je to, poplava, ona je ujeta v vodi, ujeta je pod hišo in ne morejo ji pomagati, ker če bi ji karkoli pomagali, bi vseeno vzeli življenje, tako da lahko so samo bili tam. Ta naslednja je iz Dark Weba. Gledate, sta dve dekleti, oziroma v tem primeru samo še eno dekle. One dve sta bile otroške prijateljice in naj bi izginile, ampak neke dokazi obstajajo, da so jih potem najdeli in da je to posnetek iz Dark Weba, kjer sta one dve skupaj spet na posnetku. Skozi govorim skupaj. Fora je, da ena izmed njiju naj bi jedla drugo oziroma kot črevo druge. Najbolj groteskna stvar pri tem naj bi bila to, da ima prekrižane noge, torej to dela prostovoljno, torej je nek psihopat, ki je cel življenje bila best friendica eni drugi punci in zdaj jo pač brezbrižno je in malca. Ok, zdaj pa že vsi poznate. Surfshark VPN je sponzor tega videa. Ja, jaz verjamem, da mora danes čisto vsak človek imeti VPN. In poleg tega, da je antivirus basically še 1000 drugih prednosti da. Karkoli basically delaš, a ne, delaš pod skritm IP naslovom in si na spletu safe. A boš ti kaj povedal? Ne? Ok. No, to je moj Surfshark bodyguard. Ne govori veliko, ampak me čuva. Trenutno, ker pač tle sediš, zgleda, da ne dela veliko, ampak v resnici dela na telefonu, na tablici, na računalnikih, PC-jih, laptopih, povsod, na več napravah za več ljudi, a ne? No, zdaj že pa res delaš. Najbolj preprost povedan, s Surfsharkom se povežeš v tisto državo, katero želiš in iz katere želiš koristiti določene ugodnosti. Primer, pri nas imamo v primerjavi z Ameriko vse skupaj nič možnosti, kaj lahko gledamo na Netflixu. Dobiš amazing deale na AliExpressu pa na Amazonu, stvari tudi, ki so pri nas sicer blokirane. Če hočeš to ponudbo za nerealno ceno, je Surfshark ta prava izbira. 83% off. 3 mesece zastonj, pa 30 dni, da ti povrnejo denar, če ti kaj ni všeč. In ne pozabi, da ga lahko uporabljaš na neomejeno napravah. Vsi smo ful seznanjeni z naciji in z njihovimi taborišči, ne poznamo pa kakšnih drugih taborišč, naprimer tega. To je iz Andersonville Prison Campa, torej nekega zaporniškega taborišča, kjer je na koncu človek oziroma žrtev izgledala tako. Potem imamo fotografijo, ki je posledica bombe v Hirošimi. Tukaj vidimo, kako izgleda telo po taki bombi, ker gre za ekstremno vročino. In zdaj imaš tako, od blizu, če preživiš in te doleti ta vročina, se zgodi kaj tacga, ne? So pa potem primeri, ker je od ljudi zaradi toliko intenzivne vročine ostala samo senca. To pa izgleda tako in tako in tako. Ker dobesedno ob tej močni eksploziji je šutelo samo pepel, boom, in ostala je samo senca na najbližji fasadi. To je prav fascinantno, ampak ja, grozljivo istočasno. Tole je fotografija resnične osebe, ki so ga klicali Mad Bomber. Najbolj grozen je, ker je ta model dejansko potaknil 33 bomb, od tega jih je 22 dejansko se razstrelili. Zdaj, hvala Bogu, glede na to situacijo, je samo 15 ljudi se poškodovali v bližini teh bomb, noben dejansko umrl, ampak ja, psiho. Na naslednjem mestu imamo 17-letno Rusinjo. Ksenija Ignatjeva je ta punca, ki jo vidimo na sliki, ona je želela Ona je želela samo selfije narediti, ampak takoj zatem je bila elektrokutana. Takoj zatem je stresla elektrika in je padla dol v svojo smrt. Na tej bizarni fotografiji zaenkrat še ne izgleda to grozen, ker je potem sledil, so zadnji momenti tega človeka, zgodil se je 2014. To se je zgodilo v Delhiju v Indiji, gre za živalski vrt, kjer je moški padel noter in je bil nekaj sekund zatem do smrti raztrgan strani tega belega tigra. Tale naslednja je meni osebno ena najbolj grozljivih, zdaj ne bom veliko govorila o tem, ker želim mogoče cel video tem narediti, ker je noro dolga in bizarna in grozna zgodba. Ne vem pa zdaj zaradi te slike zna ta video iti v višave in ga nikdar ne bo, mislim, ker je res groteskno. On je prejel
fatalno dozo radioaktivnosti. Se veš, Černobil, tralala in namesto da bi mu revežu pustili umreti, so ga držali pri življenju kolikor dolg je bilo možno, čeprav je dobesedno že razpadel. Nima več kože, nima mišic, nima vse je odpadlo dol iz tega telesa, ampak dokler so možgani delali in srce, so ga pač ohranjali živega za poskuse, da vidijo, kaj se zgodi. Koliko časa je to trajalo? 83 dni. Ta na 10. točki mi taka, to je na svet, civilizacija, ampak kaj se zgodi? Enega snemalca je medtem, ki je preprosto hotel to dirko posnet, motor zadev v glavo, medtem, ki se je raztreščil motor, je en del priletel vanga in tle, ko je drug snemalc oziroma fotograf slikal v to smer, je pač dejansko poslikal postopek, kako je unga zadeva zadela in kako je tudi obležal mrtev. Gre pa to za dirko Hot Rod Races. In pa še ta zadnja, ki zgleda ful scary, zgodba ozadje je manj scary, ampak še vedno so to na eni točki počeli in kar je tle najbolj scary to, da gre samo za en kirurški poseg, ker so hoteli ljudem pač odstraniti freckles, pegice. V bistvu naj bi jih zamrzvali na isti način, kot danes bradavice, ampak pege in ne vem niti, ali je to delovalo, malo dvomam, zdi se mi obupno. Pa takrat je bil to beauty standard, da štegaš, ker danes imamo pa druge, pa se nam zdijo normalni, pa so isto bizarni. Freaking, Ampak ja, tole isto bizarno zgleda, kaj da jih vrtajo v glavo ali ne vem kaj, ampak v bistvu sam probajo se peg znebiti. To se je dogajalo v 1930-ih in je z ogljikovim dioksidom nek poseg. Pacientove oči so tukaj pokrite z zrakotesnimi plagi. Nosnice so tudi zabasene z nečim pač za varnost. In posledično, ker je vse to zamašeno, so mogli dihati čez tubo v ustih. Ok, dragi moji, ta video je skoraj ziher malo krajši, tak je bil tudi plan, ker se mi zdi, da, ne vem, TikTok je popularen zdaj in kratke stvari so popularne, tako da ni treba, da so vsi dolgi. Ker je tak true crime bojo pa vedno verjetno dolgi, tako da to je to z moje strani, tle imate Instagram, pejte se pofočkat. Hej, iti zdaj, preden dejan zaključen sem našel polnik, da je spodaj link in moja koda za vse tiste ugodnosti, ki sem jih prej naštela za VPN, Surfshark.